Dobrodošli v delovnem podcastu Moč gospodarstva. Z nami sta Tomaž Tomšič, vodja službe za podporo obratovanja pri Elesu, in gospod dr. Urban Rudeš z Fakultete za elektrotehnike Univerze v Ljubljani. Pogovarjali pa se bomo o stabilnosti elektroenergetskega sistema. Moje ime je Borut Tavčar in sem novinar Dela. Izkušnja je prva, je zdaj poročilo iz ENTSO-ja o mrku v Španiji in Portugalski. Kaj ste vi pravzaprav razbrali iz tega poročila, ki je bilo izdano in seveda še ni dokončno? Mogoče. Ja, kakor sem jaz to poročilo uspel prebrati, je nekako glavnega razloga še ne razkrijejo, ampak nekako sosledje dogodkov je pa znano. Začelo ne bi se nekje na meji med prenosnim in distribucijskim omrežjem, se pravi, tam, ker ne bi se transformatorji, s pomočjo katerih se energija od obnovljivih virov nekako spravlja na prenosni sistem. Eden od teh transformatorjev je izpadel, in sicer, kakor je meni znano, zaradi podnapetosti zaradi prenapetosti na nizkonapetostni strani. Kar pomeni, da izhodišče sigurno so bile napetostne razmere na sistemu. Kakšne so bile, pač v poročilu je vse jasno pokazano, se pravi, bile so bistveno previsoke, kot bi morale biti. Tam se je cel proces začel. Je bilo pa povezanih s tem kar precej nekih dinamičnih pojavov, ki so se sledili eden za drugim, tako da v bistvu se še čaka natančno analizo, kaj točno, zaradi česa je v bistvu se cel ta domino efekt pravzaprav začel. Ker zdaj Združenje fotovoltaike je takoj že reklo, da oni niso krivi. Zdaj so sporočili, da pravzaprav niso imeli dovoljenja, da bi oni pomagali uravnavati napetost. A se lahko to kakorkoli poveže s slovenskim sistemom? Je mogoče najprej kar komentar tega španskega dogajanja. Vsi te dogodki, tudi razpadi, so nekako pričakovani v elektroenergetskem sistemu. Za njih se sistemski operaterji pripravljamo. Imamo na voljo določene ukrepe, ki ves čas spremljamo v bistvu situacijo v sistemu, kakšne so napetosti že vnaprej. In v bistvu se s temi ukrepi, s koordinacijo med operaterji pripravljamo na te situacije. Tako da do te situacije, ki je prišlo v Španiji, je res posebna, ker vemo, da že več kot 20 let se v bistvu tak razpad, take razsežnosti ni zgodil. Zadnji tak je bil razpad v Italiji leta 2003, če se ne motim, tako da to je že kar nekaj let nazaj. Zdaj, posebnost tega razpada je ta visoka napetost. Kolega je omenil, da je bila precej presežena. Tukaj zdaj je spet mogoče majčkeno bi lahko razpravljali o tem, ker španski sistemski operater v bistvu ima zahtevo, da so elektrarne zmožne obratovati do 435 kV. Tukaj je bila v bistvu napetost, kar se tega tiče, praktično malenkost presežena. Res pa je, da se je ob teh dogodkih so se začele, pač ob visoki napetosti, so se začele tudi druge stvari v sistemu dogajati, torej določena nihanja, kot je že omenil, in vse to skupaj očitno, pač nimamo še končnega rezultata, je nekako privedlo do tega, da so se elektrarne začele izklapljati iz sistema. Mi pravimo pod prenapetostni zaščiti, torej napetost je bila previsoka in določene elektrarne so se izklopile iz sistema. Zdaj, naloga sistemskega operaterja je seveda, da z ukrepi, ki jih ima, proba zagotoviti varno in zanesljivo obratovanje. Po poročilu izhaja, da so to v bistvu operaterji
počeli, torej španski, portugalski operater sta poskušala narediti določene ukrepe, s katerimi bi napetosti znižala oziroma še dodatno ukvarjali so se tudi s temi nihanji, ki so jih v bistvu oni uspeli zaznati v sistemu, torej da je nihala moč, nihala napetost, nihala frekvenca, v bistvu se jim je kar vse dogajalo. Tako da oni so imeli kar nekaj ukrepov in sicer so na začetku, ko so reševali napetost, za reševanje napetosti poskušaš izklopiti recimo določene prazne daljnovode, so delali to, potem so spreminjali pretok na meji med Francijo in Španijo, iskali so kompenzacijske naprave v svojem sistemu, ki so jih lahko vklapljali. Kompenzacijske naprave pomagajo pri uravnavanju tega napetostnega profila. Vse te ukrepe so izvajali, ampak na koncu je izkazali, da ni bilo dovolj, oziroma mogoče se bo pokazalo, da je tudi kakšen ukrep šel v napačno smer, ampak tukaj se moramo predstavljati, da to zdaj ugotavljanje, kaj je šlo narobe, je podobno kot pri letalskih nesrečah. Treba izbrati ogromno količino podatkov. Bistveno več kot pri letalski nesreči. Bi rekel, da bistveno več. Tukaj niso samo sistemski operaterji, ki dajo svoje podatke, so vsi proizvajalci, do tistih malih sončnih elektrarn, ki ste jih omenjali, do vseh uporabnikov sistema in tako naprej. In to je že sam, da postaviš sistem, da vse te podatke shraniš na enem mestu in začneš obdelovati, je kar izziv. Saj zato je mogoče ta poročilo tudi traja dalj od pričakovanja nekak splošne javnosti. Zdaj, če bi jaz to lahko samo še eno stvar dodal, se pravi, previsoke napetosti, pa ta dovzetnost sistema za takšna nihanja, do kakršnih je prišlo, je precej velika verjetnost, da je to dvoje povezano. Kajti, če imaš ti v sistemu prevelike napetosti, vse tiste konvencionalne elektrarne, ki poskušajo to napetost uravnavati, morajo v tistem trenutku absorbirati precejšnje količine jalove moči. To je pa področje obratovanja, ker so pa manj stabilne. Manj stabilne pomeni bolj dovzetne za nihanja, z drugimi besedami. Kar pomeni, da izvor teh nihanj običajno ni znan. Ker je pač le ogromne količine neke vpletene energije, ko si stroji to energijo izmenjujejo, in je zelo težko ugotoviti, to so lastne frekvence sistema, to so resonančne točke. In ti lahko to resonančno točko vzbujaš zelo malo energije in ti boš to točko zelo težko ugotovil, našel. Tako da izvora za to se ne pozna, ampak dovzetnost za to nihanje je pa večje, če si ti manj stabilen. In ko ti obratuješ na sistemu, ki ima visoke napetosti, poskušaš to napetost uravnavati, si avtomatsko v poziciji, ko si manj stabilen. Tako da to je, jaz bi rekel, precej velika verjetnost, da je to povezano. Če to poslovenimo, v bistvu v Slovenijo meni, da z juga prihaja preveč jalove moči in to dviga napetost tudi pri nas na pragu jedrske elektrarne, meni, da to skače tudi bistveno čez 435 kilovoltov. Boste pojasnili mogoče to, ta efekt. Mogoče najprej, mislim, da do zdaj smo najvišjo 432 kilovoltov nekako zaznali pri nas. Res je, te visoke napetosti so posebej izrazite v južnem delu Slovenije, so pa posledica velike količine jalove energije, ki prihaja z področja Balkana. Zdaj, kaj je vzrok za to jalovo moč, v bistvu, ki prihaja proti našemu sistemu, je velika implementacija obnovljivih virov, kot veste, v zadnjih letih. Te obnovljivi viri v bistvu znižujejo obremenitev samega sistema in neobremenjen sistem zvišuje napetosti in hkrati imamo te točke močne oziroma prostor visokih jalovih moči, ki dvigujejo napetost. In zdaj ta pojav je v osnovi zelo lokalen, smiselno je presežek jalove moči reševati čim bolj lokalno. In skozi zadnja leta je na žalost ta razvoj bil na področju Balkana v smeri obnovljivih virov mogoče majčkeno
prehiter oziroma ni bil podprt z druge strani z ustreznimi viri, ki bi lahko ta del pokompenzirali. Slovenija je tukaj precej drugačna. Mi smo v bistvu imeli že izkušnje z visokimi napetostmi pred 13-14 leti, če gledamo nazaj, od leta 2012 do 2014 nam so dnevi oziroma ure z visoko napetostmi, to so napetosti nad normalnimi mejami, so začele te ure kar rasti. In takrat smo v bistvu mi začeli razmišljati, kaj so ukrepi za to. In ja, zdaj imamo ukrepe, ki so čisto obratovalni, s katerimi lahko imamo naprave v sistemu, pravimo, kot sem že prej rekel, kompenzacijske naprave, s katerimi lahko uravnavamo količino jalove moči v sistemu in s tem profil. Potem imamo recimo taka naprava je tudi prečni transformator. Ne vem, koliko je to znano splošni javnosti, ampak prečni transformator v bistvu z pretokom, ki ga spušča ali pa omejuje skozi sistem, ravno tako spušča in dviguje napetosti. To je ena stvar. Pa že te ukrepi, ki sem prej omenil, izklapljanje praznih daljnovodov. To je, če se spomnite nazaj, sem rekel, prazen sistem dviguje napetosti. Torej, ko mi določene prazne daljnovode izklapljamo v sistemu, se ostali del sistema dodatno obremeni, kar znižuje profil. In vse to so nekako te obratovalni ukrepi. So pa še investicije oziroma v nove naprave, torej stvari, ki jih še nimamo. In Eles je bil tudi na tem področju v zadnjih letih zelo aktiven. Mi smo imeli dobro poznan projekt Synchro-Grid skupaj s Hrvaško, kjer smo v bistvu ugradili kompenzacijske naprave. Teh naprav je za 450 megavarov. To je v bistvu, če pogledamo danes, ko ugotavljamo, da se nam ponovno napetosti zvišujejo, v bistvu iz Hrvaške dobivamo zdaj 500 megavarov jalove moči. To je bila kar investicija strani Slovenije. Zdaj, če bi se v ostalih državah po Balkanu dogajalo enako, tega problema danes v Sloveniji z visokim napetostim ne bi imeli. Tako da mogoče tukaj zaenkrat zaključam po poje. Ja. No, ampak v jedrski elektrarni pravijo, da to stara opremo, če je napetost. Mogoče, še komentar k temu. V bistvu sistemski operater Eles, pa tudi drugi sistemski operaterji po Evropi že več ali pa rečemo 20 let v bistvu zahteva od novih elektrarn oziroma od novih generatorjev, ki se priključujejo na sistem, višje vrednosti sposobnosti delovanja v sistemu. Torej, danes ta vrednost ni več pri 420, ampak v bistvu od vsake elektrarne, ki se na nov priključuje, zahtevamo, da je zmožna obratovati pri 440 kV v sistemu. To gre ravno v korak z vsem razvojem, ki se dogaja v elektroenergetiki. Torej, strokovnjaki smo v bistvu to situacijo že predvideli, da razmere, kot so veljale pred 20 leti, danes nažalost ne veljajo več. Okolica se je precej spremenila. In zato bomo poskušali tudi z nuklearno elektrarno Krško doseči nekakšen dogovor oziroma jih spodbuditi k temu, da investirajo v novo opremo, ki bo zmožna prenesti tudi te višje napetosti v slučaju, da se pojavijo
mi bomo pač delali vse za to, da se ne bi, ampak če se pojavljajo, da ne pride do takega rezultata, recimo kot se je zgodil v Španiji. Če lahko tu še malo podprem, ne, jaz mislim, da tle treba za poslušalce bolj jasno ločiti, se pravi, kaj je zahteva, da ti še vedno, oziroma da elektrarna lahko še vedno obratuje pri določeni napetosti, se pravi ta vzdržnost, ne. Drugo je pa sodelovanje pri regulaciji te iste napetosti. Ne. Tako da v bistvu to, kar se je zgodilo v Španiji, vsekakor meni jasno, je bolj vprašanje tistega prvega. Ne. Ali je bilo okej, oziroma ali so dejansko tiste meje, do katerih ne bi te elektrarne bile sposobne obratovati, ali so bili preseženi ali ne. Tle se bo nekako na koncu ta odločitev lomila, kakor jaz zaenkrat razumem. Ne. Kar se tiče pa sodelovanja pri regulaciji napetosti, sem pa jaz majčkeno malo gledal, recimo, kakšne so zahteve zahteve za proizvodne enote, oziroma to je iz leta 2016 ena uredba Evropske komisije, kjer deli proizvodne enote na 4 kategorije, A, B, C in D. Se pravi, D enote so tiste največje na najvišji napetosti, enote A so najmanjše na najnižji napetosti in B pa C so nekje vmes, ne. In enote C in D, se pravi, tiste najvišje, bi morale nuditi podobne storitve, kot se zdaj pogovarjamo z Krško elektrarno, recimo, se pravi, popolno dinamično spreminjanje jalovih moči pri nazivni moči v obe skrajnosti, se pravi za absorpcijo in za oddajanje jalove moči, medtem ko za tip A, kakor je meni znano, to ni določeno, se pravi, to so tiste do 150 kW, tu so se pravi, hišne sončne elektrarne, recimo, ne. Tip B je pa tisti, ki je pa zanimiv po mojem mnenju za prihodnost. To je pa tisti, ki pa še ni izkoriščen, hkrati pa ta zahteva nekako določa, da na zahtevo sistemskega operaterja pa lahko oziroma mora sodelovati pri regulaciji napetosti. In to se pravi, zdaj poteka vsaj v tem raziskovalno-projektnem svetu, v katerega sem jaz vključen, poteka velika debata za koordinacijo pri regulaciji napetosti tako sistemskih operaterjev prenosnega omrežja in distribucijskega omrežja. Se pravi, ta neka medsebojno sodelovanje pri regulaciji te napetosti. In ta kategorija B, vsaj potem sodeč, kakor jaz poznam, kaže največ potenciala. No. Ja, super, ker to je vse priključeno glavno na distribucijsko omrežje in tudi v tem primeru se kaže, da distribucijsko omrežje je daljše najmanj podatkov, ker se jih tam najmanj tudi zbira. Ja, tako je. Sistemski operaterji prenosnih sistemov smo že dolga leta organizirani v bistvu organizacijo ENCO-E, kjer smo imeli v bistvu vse te procese imamo že dolga leta vzpostavljene, torej zbiranje podatkov po raznih dogodkih, zbiranje podatkov za namen različnih analiz, karkoli. Na drugi strani pa recimo distribucijska podjetja so precej manj organizirana, morate si predstavljati, da pri nas imamo distribucijskih podjetij 5, v Nemčiji je to na stotine, praktično vsaka vas ima lahko svojega in te stvari so majčkeno bolj kompleksne, no, to so razlogi, zakaj tega v bistvu ni, no. No, ampak značilnost tega španskega primera je to, da tisti dan, ne, so praktično sončne elektrarne proizvajale ene tukaj elektrike, kot vsi drugi viri. A je to vzdržen sistem, ko se pogovarjamo o stabilnosti pa napetosti pa... Mislim, te stvari, takšni viri so predvidljivi do neke mere, ne pa popolnoma. Ne? In za tiste operaterji pa stremijo k temu, da bi sistem deloval 100%. Ne? In zdaj v takem primeru je treba imeti bodisi neko rezervo ali imeti določene mehanizme na strani odjema, recimo prožnost odjema. Ne? Skratka, če imaš ti nek vir, za katerega ne moreš 100% zagotoviti, da bo deloval, moraš imeti ti v pripravljenosti določene druge enote, ki to pokrijejo. Zdaj to je povezano z nekaterimi stroški, ne? Hkrati pa tiste, ki obratujejo konvencionalne, se pravi, z njimi lahko v bistvu najbolj so zanesljive oziroma predvidljive, ne? Tiste se pa, tako malo po domače rečeno, malo bolj matrejo, ne? Delujejo recimo na nekih mejah svojih maksimalnih obremenitev in tako naprej, na mejah stabilnosti in podobno. Ne. Zdaj, kako je to dolgoročna vzdržnost, ne vem, mi se dejansko srečujemo zdaj z nekimi situacijami, s katerimi se nikoli v preteklosti prej še nismo.
Tako da kdorkoli bo zdaj kakršnakoli zagotovila tu dajo, jaz mislim, da jih ne more dati, ker nihče nima izkušenj s tem. Ne. Dobro, imamo določene sisteme, kot je na Irskem, ker to, ampak še vedno govorimo o 10-letnih izkušnjah, ni to 50-60-letne izkušnje. Ne. Tako da v bistvu pač tle se sproti išče neke rešitve, neka prilagajanja in pač dajemo inženirji pa vse od sebe, da te stvari uredijo. Ja, sistemski operater ima za ta namen, kot je bilo rečeno, v bistvu zakupljene sistemske rezerve. To pomeni, da imamo določene količine v elektrarnah kupljene vnaprej, s katerimi potem lahko v bistvu uravnavamo prevzem in oddajo v prenosen sistem. Zdaj, zanimiv je bilo mogoče prejšnja debata, ko smo govorili o teh generatorjih tipa B pa A. Kolega je omenil, da B je tak, s katerim bi se lahko ukvarjali. Pri sistemskem operaterju vseeno razmišljamo tudi v tipu A. Teh v bistvu sončnih elektrarn imamo v Sloveniji, kot verjetno veste, največ. In če z njimi ne bi mogli nič narediti, nam to lahko predstavlja kar problem. Tako da sistemski operater bo poskušal najti rešitve, kako vplivati tudi na te elektrarne, torej da bi ponudili oziroma da bi bile zmožne tudi one izvajati določen del regulacije v skladu z navodili sistemskega operaterja. Zdaj, kakšna bo rešitev na koncu, je pa mogoče še majčkeno preuranjeno, ker to so le stvari, ki posegajo v bistvu, ne vem, je pravi izraz v zasebnost vsakega, ki ima sončno elektrarno, ampak ja, treba bo najti nekakšno sistemsko rešitev, kako mogoče tudi na ta segment poseči. Ja, ker v končni fazi, sončne elektrarne v najbolj sončnih dneh, ki največ proizvajajo, pravzaprav presegajo proizvodnjo jedrske elektrarne, tudi pri nas. Ja, in jedrska elektrarna, zdaj, ki je v remontu, ima nadomestilo proizvodnje, mora zakupiti proizvodnjo. Za sončne elektrarne tega ni treba narediti. Ja, kot vsaka posamezna sončna elektrarna, ampak tudi v bistvu sončne elektrarne so na koncu organizirane v okviru bilančnih skupin, ki v bistvu ponujajo to energijo iz sončnih elektrarn. Vse. Saj vsak ima svojega dobavitelja in ta dobavitelj je del bilančne skupine, tako da v bistvu vsi ti potem nastopajo na trgu z električno energijo, tako da v bistvu na koncu operater dobi vozne rede vseh teh bilančnih skupin in iz tistega ven se poišče to ravnovesje in dodatno k temu imamo pa še te sistemske storitve za rezervo. Torej, če se stvari dogajajo znotraj dneva, torej da realizacija odstopa od napovedi, ker te bilančne skupine v bistvu že za dan naprej pripravijo te svoje vozne rede. In če njihova realizacija potem znotraj dneva odstopa, torej da je dan bolj oblačen od tistega, kar je bilo pričakovano, ima pa potem LS te rezerve, s katerimi nekako uravnava porabo in proizvodno sistema. Če lahko to dodam, recimo še eno dodatno razlago, ki bo še dodatno nekako razgrnila kompleksnost tega problema. Recimo jalova moč. Mi veliko govorimo o tej jalovi moči, ampak pozabljamo pa na to, da je jalova moč efektivna zgolj na prenosnem sistemu. Se pravi, na sistemu tistih najvišjih napetosti. Pa če dovolite, si bom za 2 minuti razložil, zakaj gre. Se pravi, jalova moč je en matematični konstrukt, čisto matematično orodje, ampak ljudje se ga morajo nekako tako predstavljati. Se pravi, elektroenergetski sistem temelji na izmenični napetosti. Ker bo ne na enosmerni. In ko imamo mi izmenično napetost, se nam elementi začnejo obnašati drugače. Nimajo samo nekih upornosti, kjer se troši energija in tako naprej, ampak ima še tako imenovane reaktivne lastnosti. Te so te, ki povzročijo, da tok, ki teče po sistemu, po omrežju, ti ne moreš tega toka v celoti izkoristiti za upravljanje koristnega dela, ampak samo en delež. In tisti preostali delež, ki ga ne moreš izkoristiti, se imenuje pa jalov tok oziroma posledično jalova moč oziroma jalova energija. Kar pomeni, da tale jalova moč
je nekje v omrežju, obremenjuje elemente, povzroča izgube, ti je pa koristno ne moreš uporabiti. Kar je zanimivo je to, da na omrežju najvišjih napetosti ta jalova moč blazno vpliva na napetost, se pravi z injekcijo te jalove moči, ne vem, jedrske elektrarne Krško in podobnih elektrarn, ki so na najvišji napetosti priključene, ti lahko to napetost reguliraš. Elektrarne tipa A in B, ki so pa na distribuciji, se pravi na nižjih napetostnih nivojih, tam pa je vpliv z jalovo močjo na tisto napetost na lokalni točki zelo majhna. Kar pomeni, da tle pridemo do tega, da če želiš napetost regulirati na distribuciji, z jalovo močjo ne boš nič naredil. Zelo malo, no, zanemarljivo nekako, ne, oziroma majhne količine so to. Ne. Tako da tu se zdaj pojavi vprašanje, ne, če je bilo tako, kot je bil v Španiji, da je bil na distribuciji problem, z jalovo močjo tam tega problema najverjetneje ne bi rešili, bi bilo treba v bistvu spreminjati delovne moči. Delovna moč je pa tista, na osnovi katere so ljudje investirali, ker to jim nekako povzroča zaslužek. Se pravi, s kakšnimi takšnimi ukrepi bi bilo treba omejevati proizvodnjo sončnih elektrarn, ki bi v nekem momentu zmogle več, v tem primeru pa najverjetneje bi se to omejilo. Tako da tle pač trčimo potem obem problem, ker se pojavijo potem problemi glede investicij pa smiselnosti tega. Ne? Tako, zdaj jaz ne vem, bolj v detajle ne bi šel, kar z tega tiče, ker tudi sam nisem lastnik takšne elektrarne, ampak domnevam, da tisti ljudje, ki se odločijo za investicije v to, bi te stvari razmislili dvakrat, no, oziroma bi najverjetneje mogli tudi to vzeti v obzir. Ja, mogoče še ena bolj plastična ponazoritev, kaj v bistvu te napetostne razmere v celotni Evropi pomenijo oziroma kako se to dogaja. Ljudje si lahko v bistvu Evropo predstavljajo, da je pokrita z enim šotorskim krilom. To je v bistvu en napetostni profil nad Evropo in potem vsak generator na 400, na 220 kV podpira ta napetostni profil, svojo proizvodno jalove moči. In to so nekako palce pod tem šotorskim krilom, ki ti ga nekako držijo. In si poje predstavljate, da nekje so malo globeli, poje gre spet na špica, kjer je generator in tako naprej. Tako v bistvu ta sistem deluje. In zdaj, ja, ta vpliv res teh malih se ga praktično ne zazna. Ta res 400 kV mreža je tista, ki ti nekako drži in zato je smiselno v bistvu vlagati v te kompenzacijske naprave, ker kompenzacijske naprave so pa enako kot elektrarna, samo da je v bistvu na voljo sistemskemu operaterju, ni pa mišljena za proizvodno delovne moči. Z njimi lepo potem spuščaš te špice, ki jih imaš v tem šotorskem krilu, zato da dobiš lepo enakomerno napetost, recimo na 400 kV omrežju, nekje okoli 417, 415, tam nekje recimo bi se v idealnem slučaju bil. No, zato pa vi pravzaprav predlagate, da bi imeli možnost uravnavanja proizvodnje sončnih elektrarn. Ja, tudi vsekakor to. Predvsem je pa zaenkrat naš kratkoročen cilj vplivati na regijo Balkana, da tudi sama rešuje te težave. V bistvu Eles je za ta namen že lansko leto, takoj, ko smo začeli zaznavati, da se napetosti v sistemu spet zvišujejo, s problem naslovu na ENCOE, to je organizacija Združenja sistemskih operaterjev, kjer smo v bistvu tudi ustanovili delovno skupino, ki jo Eles tudi vodi, kjer sodelujejo operaterji sedaj z področja Balkana in tudi ostali. Namen te delovne skupine je najprej nekako spremljati situacijo, torej spet dobiti vse podatke na voljo vsak trenutek, kakšna je situacija, potem pa pripraviti ustrezne ukrepe. Te ukrepi seveda morajo biti koordinirani, tudi s sistemskimi operaterji in tako naprej. In na koncu, kar je mogoče še celo najbolj pomembno, monitoring na tem, ali je zadeva res učinkovita ali ni. Ni pa to samo nabor zdaj teh obratovalnih ukrepov, govorimo tukaj tudi o novih investicijah, torej tukaj gre
bom rekel malo v navednicah, tudi pritisk na ostale sistemske operaterje v regiji, da podobno kot je ELES v preteklih letih, tudi sami investirajo v naprave, ki bojo omogočile, da ta profil nekako uravnavamo tudi za naprej. Zdaj, ja, mogoče, dokler to si lahko predstavljate, da bo nekaj časa trajalo, da se naprave zgradijo, dajo v sistem, to nekaj časa traja. V tem prehodnem obdobju pa tudi nismo ravno križali rok, ampak ravno tako še iščemo dodatne ukrepe, ki so na voljo v sistemu, torej že danes. Primer tega je recimo ravno včeraj sem bil na sestanku v Zagrebu z sistemskim operaterjem Hrvaške HOPS, kjer smo nekako razpravljali o tem, kaj bi bili še možni ukrepi v našem sistemu, v njihovem sistemu, predvsem pa na meji, da bi zagotovili še boljši napetostni profil. Zdaj, mogoče se spet kdo sprašuje, o kakšnih ukrepih pravzaprav govorim. Ukrepi so spet dokaj preprosti. Če je sistem prazen, da ni velikih pretokov v sistemu, lahko določene elemente izklopimo in elementi na meji so nekoliko bolj problematični z tega stališča, zaradi tega, ker so vplivajo na to, koliko komercialno gre lahko izmenjave čez mejo in tudi strateškega stališča v bistvu za določene države je pomembno, koliko je povezana. To, da so majčkeno bolj občutljiva tema, ampak tudi o tem smo razpravljali. Torej, da v situacijah, ko napetosti začnejo prehajati dovoljene meje, uporabimo tudi ukrepe izklopov elementov na meji, pri tem, da upoštevamo zanesljivost ostalega sistema. Torej, če to izklopimo, se bojo napetosti znižale, ostal del sistema pa ne bo ogrožen. To je zato, ker sem že prej rekel, sistem takrat ni obremenjen. Torej, lahko določen element tudi izklopiš, pa je še zmeraj zanesljivo obratovanje. No, španski sistem je padel, ko je frekvenca padla, ne? In so se mogli odklopiti od evropskega sistema, drugače bi to šlo še naprej. Pri nas težav s frekvenco načeloma ni. Bo kolega bolj podrobno razložil, ampak načeloma ni. Slovenija, bom jaz mogoče samo osnovno, Slovenija je v osnovi bolj vpeta v elektroenergetski sistem celotne Evrope kot Španija. Španija je le polotok in ima samo nekaj povezav na meji med Španijo in Francijo. Drži. To pomeni, da če si predstavljate, bom kar spet šel nazaj na šotorsko krilo, če ga zanihate, je en del, ki je tako sam usamljen, kot je Španija, kot polotok, zelo zaniha na koncu. Ja, gugalnica. Ali pa vrv. Medtem, ko je pa Slovenija, ki je pa nekje v sredini, se pa to vse malo ublaži, vse ta nihanja. Tako da z tega stališča nismo toliko na udaru. Na udaru so predvsem Španija, Italija, kot sem jo že na začetku pogovora omenil, to so te pa seveda vse otoške države. Irska recimo, to so države, ki imajo precej izkušenj tudi s tem obratovanjem. No. Ja, gre se za to, da tle so problematični tisti deli sistema, ki so bolj izolirani od drugih. Ne? Se pravi, bodisi da so na robu, ali pa so res kot samostojen otok. Ne? Zdaj, Slovenija je pač tako, ne? S tujino smo odlično povezani, kar je lahko plus in minus. Ne? Se pravi, dokler tujina oziroma ostalo omrežje deluje zelo stabilno, je to za nas odlična stvar. Ne? Se pravi, mi se lahko tukaj, lahko tudi operater ne bi delal tako dobrega dela, pa bi bilo vse ok. Ne? Čeprav v primeru ELES-a jaz mislim, da upravljajo odlično delo. Ne? Ampak v drugem primeru pa, če pride do takega mrka, kot je bil na jugovzhodnem delu Evrope prejšnjo poletje, kdaj je že bilo, ne? V takšnem primeru smo pa lahko kolateralna škoda.
Ne. Tako da, kar se tiče frekvence, smo mi zelo dobro povezani s preostalim sistemom evropskim, tako da, če bo evropsko omrežje stabilno in je precej velika verjetnost, da bo, potem frekvenca v Sloveniji ni težava. Poleg tega, to, kar se je zgodilo recimo z odklopom španske oziroma Iberskega polotoka, oni imajo tam na tistih 5 ali 6 daljnovodih, kolikor jih imajo vmes, imajo tako imenovano Special Protection Scheme oziroma eno posebno zaščitno shemo, ki spremlja zadeve oziroma spremlja kote napetosti in v tistem trenutku, ko zazna, da Iberski polotok zgublja sinhronizem s preostankom Evrope, odklopi. Se pravi, je pač mehanizem vzpostavljen, ki to naredi. Tega pri nas recimo nimamo, ker smo pač umeščeni nekaj na sredo in povezani v vse 4 smeri. Ja, ta izklop ni nič problematičnega, ker v bistvu ima tudi sistemski operater naprej rešitev, kako se reševati v takih situacijah, torej on se odklopi in takrat gre v bistvu v drugačen režim obratovanja, sam skrbi za to, da je uravnotežena proizvodnja in poraba v njegovem področju in uspe uravnavati. Podobno shemo ima tudi Italija. Italija je potem razpadu leta 2003 tudi vzpostavila na svojih severnih mejah. Torej tudi oni, če zaznajo, da se jim v sistemu dogajajo določena nihanja, ki so višja od pričakovanih oziroma v določenih mej, se oni odklopijo. Pa imajo pa mehanizme, običajno je to predvsem razbremenjevanje, imenujemo ta mehanizem, torej da Italija v osnovi velike količine energije uvaža in takrat, ko se odklop, bi bila zelo verjetno ta situacija in bi prožali pač te ukrepe razbremenjevanja. To pomeni, da določena količina oziroma število uporabnikov sistema se takrat izklopi iz sistema avtomatsko in se proba ujeti ponovno ravnovesje med proizvodnjo in porabo, kar seveda vzdržuje frekvenco na pravi vrednosti. Če bi tole sam še svoj lonček dodal, ravno delovanje tega mehanizma, zdaj sicer ne vem, kaj bo pokazalo poročilo, ampak toliko nadaleč, kakor gledam, je ravno delovanje tega mehanizma začasnega odklapljanja odjema, da ti stabiliziraš to moč, ni nihče ravno prepričan, če je ta mehanizem dobro deloval. Deluje namreč tako, da nekje na srednji napetosti ti začneš omrežje izklapljati, ampak z veliko količino razpršenih virov na nizki napetosti odklapljaš tudi njih. Kar pomeni, da najverjetneje niso uspeli razbremeniti omrežja do te mere, kot so mislili, da ga bodo, in kolikor sem jaz gledal tiste časovne poteke raznih stvari, se frekvenca takrat praktično ni izboljševala, čeprav bi se morala, ker je ta mehanizem menda deloval, ampak efekta na sistemu pa ni bilo. Ja. Kar pomeni, da tle bo treba najti v prihodnje, če bomo s tem trendom nadaljevali, da se bo količina razpršenih virov, da bo imela tako zaznavno vrednost, kot jo ima zdaj in kot kaže, da bo imela še v prihodnje, bo treba najti bodisi nadomestilo za takšen mehanizem, ali pa ga nadomestiti oziroma ga preoblikovati v nekaj drugega. Ja, tlele mogoče takoj komentar z moje strani. Enco je to problematiko že tudi v bistvu pred tem dogodkom zaznal. In v bistvu sistemski operaterji zdaj vsako leto tudi izvajamo testiranje tega razbremenjevanja, ELES za svoje področje, ostali za svoje. In v bistvu glavni namen tega testiranja je, da preverimo ne samo, ali se odzivajo te sheme razbremenjevanja, ampak tudi kako se odzivajo. In ja, osnovna ugotovitev teh testov je, da dejansko dobimo manjše količine, kot bi jih pričakoval glede na nastavljene sheme. To je posledica tega, ker dejansko ti misliš, da odklapljaš bremena, v resnici je pa za tisto, temu se reče izvodi, iz transformatorskih postaj imaš pa gor sončno elektrarno, pa imaš mogoče kakšno manjšo hidro, različne stvari in še nekaj bremena. In ti si v bistvu hkrati, ko si probal reševati, še poslabšal proizvodnjo. Ja. Zdaj, španski primer, je pa v bistvu, še to se dogajalo, napetost je še vedno kar rasla, kljub temu, da se je začel odklapljati bremena in v bistvu je po napetosti so še kar elektrarne ven letele. Ti si se pa trudil ustavljati tole krivuljo padanja frekvence
In v bistvu je bila stvar neizbežna. No? Konec je bil tak. Ja, recimo, tako rekel, opis, da ta teorija nekako drži, je tudi ta, da ko so v Španiji prenapetosti, najverjetneje na distribucijskem omrežju povzročali izpade teh razpršenih virov, je to sistemski operater prenosnega omrežja videl kot nenadne dvige bremen. Bile so velike stopnice, po 300 megavatov, pa tako so bremena skočila navzgor, ker je nemogoče, da bi breme. To bi pač neto efekt je bil to. Se pravi, stališča prenosnega sistema je bilo to videti, kot da se breme dvigne, čeprav v resnici je proizvodna na nizki napetosti bila tista, ki se je nižala. Kar pomeni, da to nekako bi rekel, da je ta teorija kar voda. Ja, tle pa spet pridemo do tega, kako pomembni so v bistvu te podatki iz najnižjega nivoja. Absolutno. In tukaj je kar nekaj izzivov tudi za sistemske operaterje po Evropi, ker si lahko vsak sam predstavlja, da domača elektrarna, ki jo imamo na strehi, je skrita za domačim števcem. Torej, operater, ki je na drugi strani, nič ne ve o tem, koliko se proizvaja, koliko se porablja. Mi vidimo na koncu samo seštevek proizvodne in odjema. In to je tista informacija, ki jo v bistvu imaš in je kar izziv za prihodnost tudi, kako prideti do teh podatkov. Zaenkrat to rešujemo z ocenjevanjem. Imamo postavljene določene sisteme, na podlagi katerih ocenjujemo, kakšna je proizvodnja v bistvu teh sončnih elektrarn. Seveda so pa tukaj potem določena odstopanja. To ocenjevanje nikoli ne deluje 100%. Če smo že prišli na frekvenco, sem še to bi dodal, recimo, s tem, ko nižamo količino konvencionalnih elektrarn, ki zagotavljajo neke vztrajnostne mase, so vsa ta frekvenčna nihanja bistveno hitrejša kot prej. Hitreje se dogaja, pa bolj izrazita. Ja. Kar pomeni, da mi smo tle v bistvu naredili dve stvari. Prvo, spremembe moči so lahko bistveno bolj nenadne, kot so bile prej, kajti recimo nepredvideni izpadi razpršene proizvodnje. Tako naprej, skratka, te stopnice so lahko zelo velike, v drugi strani pa na strani proizvodnje, to so pa tiste naprave, ki vzdržujejo frekvenco stabilno, teh je pa vedno manj. Torej, mi smo zdaj en velik tovorni vlak zamenjali za en lahek vlakec, ki vozi potnike, kar pomeni, da je bistveno bolj občutljiv na kakršnekoli spremembe. Kar pomeni ne samo to, da imamo moči večje, ampak tudi frekvenca se bistveno hitreje spreminja, če pride do takšnih dogodkov. In te vztrajnostne mase so ena od tem, recimo, ki se zdaj tako v industriji kot na raziskovalnem področju veliko nagovarja in se tu išče zdaj razne rešitve. Če že ne na področju tega, da obdržimo določene konvencionalne elektrarne, pa vsaj na področju tako imenovanih grid-forming konverterjev. To so pretvorniške naprave, ki imajo način regulacije mičkano bolj drugačen in oponašajo obnašanje konvencionalnih v resnici. Tako nekako bi to opisal. Tudi za sistemskega operaterja, to ni novost, sodelujemo pri teh raziskavah. Mi v bistvu že tudi danes spremljamo, kakšno imamo inercijo sistema, torej to vztrajnost. Zaenkrat je ta še dovolj velika, ker imamo le v sistemu velike enote, kot je NEK, kot je zaenkrat še vedno TEŠ. In dokler imamo te enote, je Slovenija, kar se inercije tiče, na varni strani. Se pa zavedamo, da to ni za računati na to, da bo obstalo. Tež sami vemo, da se počasi umika. Nuklearna elektrarna je vsako leto in pol v remontu, torej to je že obdobje, ko nimamo. In za te situacije je treba biti pripravljen. Torej, tudi mi že razvijamo koncepte, kako bomo zdaj v bistvu stalno spremljanje uvedli, praktično v real time. Kakšna je vztrajnost sistema. Hkrati bomo pa tudi probali pripraviti ukrepe, zato da jo bomo nekako zvišvali, ko bo potreba za to. Tukaj se razmišlja predvsem o baterijah. Baterija so spet en vir
s katerimi bi bilo možen zagotoviti to, pravimo temu, umetno inercijo v sistemu, in na podlagi tega bi potem uspel sistem spet pripeljati mogoče za kakšno leto nazaj, sicer malo nesmešno sliši, ampak ja, ali pa naprej, kakorkoli, v glavnem, da bi imeli podobno situacijo, kot smo bili navajeni zdaj leta in leta. Ko v bistvu inercija, roko na srce, Ni ni bila bila problem. Ja, španski mrk je pa ravno to pokazal, ne, da kumulativna vrednost inercije je sicer v redu, fajn je, da jo imamo, ampak ni tista, ki bo reševala težave. Ampak je razpršenost te inercije po sistemu tista, ki je pomembna. In to recimo, pač dobro, Slovenija je s stališča Evrope v bistvu ena majhna točka, tako pač lahko rečemo, da je to praktično ista točka električno, zelo blizu, ne. Ampak Španija je pa obsega že kar večje geografsko področje in točno to se je zgodilo, ne, da na jugozahodu Španije, tam, kjer je prišlo do prvih izklopov teh elektrarn, tam te inercije praktično ni bilo. Španija kot celota je sicer imela, ampak bolj koncentrirane na drugem področju, ne. In to je bilo tisto, kar je povzročilo velik odmik frekvence na tem jugozahodnem delu, ki potegnila v bistvu vse ostalo za sabo, ne. Ampak mi kot država, ki ima stabilno, zelo stabilno oskrbo z elektriko, praktično skozi imajo uporabniki tistih 220 voltov in 50 hercov v tičnicah. Ne poznamo prav dosti mrkov, a lahko mi te svoje prednosti pa stabilnosti izkoristimo recimo za nižje cene elektrike. Ker vsi proizvajalci v sončnih elektrarnah pravijo, da je to najcenejša oblika proizvodne elektrike. Ja, zdaj, koliko se to odraža na ceni elektrike, sigurno se, ne? Vsaka zanesljivost oziroma večja zanesljivost se na koncu pozna pri ceni. Jaz mislim, da ja, prednost našega sistema je ravno ta dobra povezanost. To je v bistvu ključno, ker ko smo dobro povezani fizično, smo tudi komercialno dobro povezani s sosednjimi državami, pa ne samo s sosednjimi državami, z Evropo kot trgom z električno energijo v celoti. Tako da v bistvu uporabniki lahko pričakujejo ugodne cene v Sloveniji, dokler imamo na voljo te povezave. Zdaj, Eles je v preteklih letih veliko vlagal v to in dejansko, ko gledamo delež povezanosti, bi rekel, Elesa v primerjavi z ostalimi državami oziroma Slovenije v primerjavi z ostalimi državami, ja, je naš delež res visok, mi imamo velike kapacitete, možnost uvoza energije iz tujine, tako da mogoče spet primer, nam se dogajajo dnevi, ko v Sloveniji nimamo nobene proizvodnje. Nula. Velikokrat smo dobili vprašanje od novinarjev, kako pa to sploh gre. Trg je, imamo možnost uvoza in kadar je velika količina poceni energije v tujini, tudi naše elektrarne ne obratujejo. Zdaj, dobro, to, da ni bilo nobene, je bil pač obdobje, ko je bil nek v remontu, ker nekaj vseeno obratuje v pasu, ima relativno poceni energijo, tako da načeloma taka situacija se ti pojavi samo v času remonta, ampak se dogajajo. In to ni ekstremna situacija za sistemskega operaterja, niti za slovenski trg, to je nekaj, kar v bistvu z lahkoto preživimo. Morate si predstavljati, mogoče za ilustracijo, vdjem Slovenije v konici je nekje 2200 megavatov, naše uvozne kapacitete so pa v povprečju tam 3000 megavatov, tako da v bistvu imamo zaenkrat še precej višje uvozne kapacitete, kakor pa v bistvu sami porabljamo. Jaz bi tu samo še eno stvar dodal, če lahko. Se pravi, cena električne energije je en del. Jaz mislim, da ljudje se bolj zanašajo na to, kakšno položnico dobijo, kjer je električna energija samo en segment. Se pravi, bolj kot imamo nepredvidljiv sistem, več mehanizmov rabimo za njegovo uravnavanje, več nekih rezerv rabimo, tako naprej.
to vse spremeni tisti drugi del zneska na položnici, ki je pa v bistvu omrežnina, podpora obratovanju in tako naprej. Ja. Tako da v bistvu eno zamenjamo za drugo v resnici. Ne. Te rezerve, o katerih smo govorili prej, kaj mora imeti sistemski operater, so vse podprte s temi mehanizmi. To so mogoče take parcialne izjave. Ne. Električna energija je mogoče res malo ceneje, ampak tudi druge stvari je treba nekako finančno pokriti. Ne. Odlično. To je to. Najlepša hvala. Slovenija bo še vedno imela stabilno in varno oskrbo z elektriko. To so zagotovila vseh teh ukrepov, ki jih upravlja Eles in distribucijska podjetja. Cena pa prihajamo v zimsko sezono omrežnin, malo bodo zrasle. Hvala lepa.